Vaša ocena, vaše mnenje, kdaj bodo v Sloveniji naslednje državnozborske volitve? Ja, preveč me vprašate, če bi pa bile danes ne bi bilo nič prehitro. Takrat, ko bo sklica. Ta vlada tako ni opravilno sposobna, ne dela nič, ni potrebnih reform in po mojem mnenju ne bi bilo slabo, če bi le-te bile čim prej. Leta 2015. Težko je taj reči, ne bi želel špekulirati. Če mene vprašate, mislim, da bodo volitve v letu 2015. Danes pač glasujete o proračunu, posledično tudi o zaupnici vladi Alenke Bratušek. Mislite, da, kot kaže, bo je potrjeno, mislite, da se s tem izognemo politični krizi v Sloveniji? Dajte, prvo je diletantsko in začetniško, da predsednica vlade veže zaupnico na proračun. Proračun je dejansko z finančnimi številkami, podatki izražena politika neke vlade. In če proračun pade, mora po defaultu predsednica oditi. Tako da ta manever je samo PR-ovska zgodba, nič drugega. Zaupnica zagotovo pomeni potrditev za predsednico vlade in celotno vlado, da je na pravi poti. Nenazadnje tudi prvi signali in sporočila iz Evropske unije o tem zelo jasno in nedvoumno govorijo. To pa seveda tudi pomeni, da bo prišel kmalu čas, ko se bo celotna koalicija usedla in se pogovarjala za naprej. Mislim, da tudi taka dejanja, kot je recimo bilo to zadnji primer, ko si je minister Stepišnikar svojemu podjetju nakazal 350 000 evrov, kaže nekako na to, da še ta vlada, ki je predvsem interesna in zaradi tega tudi zelo homogena. In seveda so se malo dogovorili, kjer bodo sodelovali in skušali še vzeti zadnje evre davkoplačevalskega denarja. Ja, druge možnosti pravzaprav nimamo. Edina možnost je stabilna vlada. Je seveda sprejet proračun in ukrepi, s katerimi bomo nakazali pot iz krize, v kateri smo. Jaz sem prepričan, da je to danes edina pot. Mi si krize privoščiti ne moremo. Slovenija je z Alenko Bratušek padla ne samo v politično, v gospodarsko krizo, je padla v vsesplošno krizo, je padla v moralno krizo. Alenka Bratušek je v svojem mandatu samo dvigovala davke in reforme Alenke Bratušek so dvig davkov, uničitev podeželja in podpora tajkunov. Ne, v vsaki naši koaliciji v Sloveniji je naporno. Mislim, da je posebno zdaj v tem trenutku in v tem zadnjem obdobju, ne samo letošnjega leta, tudi lanskega leta in tudi to pričakujem naprej, zelo težko delati v koaliciji.